torej z nami na Radiu Triglav sta popotnika Nina in Jaka, ki bosta predstavila potovanje po Yucatanu, v bistvu z majhnim avtomobilom, pa z majhnim otrokom po domovanju Majo. Zdaj, Nina, Yucatan verjetno ni vajno prvo potovanje, ne? Ne, Yucatan ni prvo potovanje, je pa prvo potovanje tako daljše z svitom. Tako da je bil v bistvu najprej ta izziv, kako bomo prebrodali ta dolg let do Yucatana, ampak moram reči, da ni bilo večjih problemov. No. Je bilo, čeprav je, koliko je bil let? 12 ur. 12 ur, ampak smo se dobro pripravili in je bilo the best. No. Ja, in koliko je bil star takrat svit? Takrat je bil 2 leti pa pol. Pa še malo, ja. Wow. In ni bilo problemov, ali kaj? Mislim, jaz bi klela samo tebe mečka Nina na začetku popravke, ki si rekla prvo daljše potovanje z drogom, kar ni res. Prvi daljši let je bil. Prvi daljši let je res. Ker mi dejansko vsako poletje vzamemo naš kombi in gremo vsaj za en mesec pač okrog in prvič smo šli, ker je bil svit star samo 8 mesecev in smo potovali dejansko 2 meseca, ker smo imeli to možnost, da smo bili še septembra v Grčiji dol. Wow. Tako da to je bilo prvo daljše res. Ker ljudje pravijo, da z otroki je verjetno res težko potovati, pa se ne spravijo. To, kako ste se vidva sploh za to odločila? Mislim, tukaj bi jaz najprej poudarila, da pač midva sva že prej potovala, preden sva dobila pač svita in nekako tudi s prihodom novega člana najin popotniški duh ni zamrl, ne? Ja. In potem dejansko greš v tem toku in mečkanje je seveda drugačen ritem, druge stvari so mogoče prioriteta, bolj se moraš prilagajati, ampak vse gre, no, če imaš voljo, sigurno, ni ovira. Se pravi, verjetno pa dodatna prtljaga, ne? Tudi pomeni to za vaju, ali ne? Ja, mečkan tudi, no, ampak pri prtljagi smo recimo, da kar nekako racionalni, a ne Jaka. Ampak že recimo že za avion se je bilo treba kar prepraviti, na 12 ur leta vzeti sabo razne igračke sestavljenke, knjigce in 3/4, ne, tako da je to šlo skozi, ne. Animiraš tudi druge, ne sam sebe, ne, bi rekla na potovanjih, ja. Se pravi, pravite to za vaju način življenja. Zdaj nekaj sem videla popotniško novinarstvo, to je tvoja spletna stran, ali kako je to? To je v bistvu v okviru Socialne akademije, to je neprofitna organizacija, je v bistvu en projekt popotniško novinarstvo, ki ga zdaj že 4. leto vodva midva. Tukaj je v bistvu point tega je tudi, evo, ta balonka imamo s sabo. Naš slogan je Potuj, misli, deli, tukaj je sicer in se veseli, kar v bistvu drži, zaradi tega, ker lahko potuješ, misliš pa deliš, pa če pri tem ne uživaš oziroma tako nisi veliko naredil. Tako da v bistvu 4. leto ja že vodva ta projekt, kjer imamo razne delavnice, potopise, usposabljanja, predvsem spodbujamo ljudi, da potujejo na način, kjer v bistvu ne samo, da grejo tja v hotel, pa so tam v zaprtem neki coni udobja, ampak da grejo v bistvu sami raziskovati svet, ne vem, stiki z domačini in tako naprej, tako da v bistvu tudi neko notranje potovanje, kaj se v bistvu spremeni pri tebi, kaj spoznaš o drugih in o sebi, tako da se mi zdi, da smo kar tako na pravi poti, no. Kako tudi, da ste potem izbrala Yucatan za svoje tole daljše potovanje, recimo zdaj, ste bila februarja, ne? Ja, to je že zdaj nekaj sicer mesecev nazaj, ampak zdela se nama je taka v redu lokacija za iti z otrokom, pa v bistvu kaj naju je pa pritegnali so pa predvsem to Maji, zgodovina Majev, ruševine, mehiška kultura, tako. Ja, pa predvsem ta majevska kultura, ki je dejansko še precej živa tam, ne, pač če malo pogledamo svetovno situacijo staroselcev, so pač že zelo na koncu, ne, kakor bi rekla, ampak na Yucatanu dejansko še živi 2 milijona, mislim, da 2 milijona majevskih potomcev, ne. Ja. V Gvatemali pa še več, v Gvatemali pa 5, ne. Ja, jaz sem že bila v Gvatemali, moram reči, ne. Okay. In me je šokiralo to. Jaz nisem pričakovala, da bojo dejansko še živi Maji, ne, ker se učiš o starih Majih, pa tiste žive spoznaš, pa ti je kar eno tako nasprotje v resnici. Ampak je res dobro to, da doživiš kaj takega, ne. Pač recimo, jaz sem se oziroma mi, da sem se spraševala, preden sva šla, ja, pa ti piramide, pa pa 3, pa 4, pa se to je zdaj že ful svetovno znano, popularno, ampak je še ogromno za odkriti. Tudi oni še, sploh v Gvatemali, v Pragozdovih še zdaj imajo en kup neodkritih teh starih mest. In tudi tam, če ti recimo rata na Yucatanu, je pač par zelo, zelo popularnih, ki pregonijo avtobusi, ne vem, v 10, 11 in če ti rata prej pride, tudi zaradi tega, zakaj imeti rentakar. Če ti rata pred to maso pride, dejansko se mi zdi, da lahko še doživiš malo tega utripa, če se znaš umiriti. Lepo tudi, mogoče se zelo pomaga, da si mečkam tudi prebereš o tem, ne.
kakšne dobre besedila, kakšne dobre članke. In tako, no, je še zelo velik za odkritno. No, se to me je zanimalo, koliko je to dejansko turistično. Je, ne? Yucatan je Veš, kako najbolj je? turistični del Mehike, ne? Sploh karibski del, ta vzhodni Ja. karibski del je sicer prečudovit, je pač Ja. so pravi Karibi, sploh pod vodo je pač res zaenkrat še, moram poudariti, zaenkrat še zelo lepo. Pa tudi teh mest v bistvu starih majavskih je še veliko, ki jih turisti dejansko ne prepoznajo na zemljevidu. Mi smo recimo Ruta Puk, se reče, to je v bistvu ena cesta, pač starodavna, to pač ni zdaj asfaltirana cesta, ampak starodavna pot starih majav, ki gre v bistvu iz enega iz najpomembnejših teh mest, ki se mu reče Ušmal. In tam v bistvu poteka ena cesta, ena pot, ki so te starodavna mesta in jih je en kup, ki imaš v bistvu ti samo table. Jaz tudi na internetu nisem veliko informacij o tem dobu, ampak greš lahko tja in baje, da sploh ni, ne vem, kaj dosti ljudi. Ker to je pač konec koncev obiskujejo večinoma turisti, ne, pač domačini s temi mesti tam živijo že generacije, ne, tako da se še da veliko odkriti. No, tako. Kakšna so bila pa kaj srečanja z domačini za vaju tam? Ja, zelo prijetna, dejansko zelo prijetna in meni je osebno zelo pomagalo, da sem si prej vzel dober mesec in sem se res kar intenzivno učil španščino, ker jo prej nisem znal in res španščino v bistvu jo moraš vsaj v osnovi poznati, če hočeš kakršnokoli komunikacijo vzpostaviti z njimi, ker na karibskem delu, torej na vzhodnem delu Yucatana je pač turizem, je ogromno Američanov in z angleščino prideš skozi več ali manj povsod. Takoj, ko greš pa ti 10-15 minut z avto, se noter zapelješ, je konc. Ni več. No, habla ingles, to je to. Tudi mislim, da malo noče, no, ker pač je le ta kontrast v bistvu med enemu, ne vem, staremu podeželskemu načinu življenja, pa njihovo kulturo, pa temu noro razvijajočemu se karibskemu delu turističnemu je res velik kontrast. No. Pa sta se izogibala temu turističnemu delu ali sta nekako? Večinoma, ja. Ja? Ja. In kje sta potem spala, glede na to, da tam ni bilo tako turistično, je to imajo tako hotel ali kaj? Ja, zdaj recimo ta ena dobrih stvari, ena dobrih vplivov pač tega, da je blizu Amerika, je to, da lahko dobiš tudi prek Airbnb zelo zanimive pa zelo dobre prenočitve. Tako da pač si najdeš. In že tukaj imaš v bistvu nek stik z domačini, ki ti v bistvu ali so zraven, ne, ali pa v bistvu ti oddajo, pa ti dajo fulejnih nasvetov še zraven, pa tako naprej. Tako da Pač ne prideš samo tja, dobiš ključ in to je to, živijo adijo, ampak dejansko večinoma gre še malo naprej. Se pravi, sta vse normalno, nista imela nobenih problemov recimo? Ali Ne, dejansko ne. ne, v bistvu nekih takih problemov ne, no. Ker ljudje bi si po moje predstavljali, ne, da greš sam nekako potovati z nekim avtom, z otrokom po Mehiki, se sliši tako tvegano, ampak očitno pravita, da ne. Ne, ta Yucatan je res tako zelo je varen, čeprav so, mislim, tudi domačini so rekli in potem, ko smo malo brala tuje novice, so dejansko neki karteli, ki so mafijsko povezani in pač imajo, ne, štorije v Cancunu, ne, največ v Cancunu, ampak načeloma to se ne čuti, no, ko ti potuješ tam kot v bistvu popotnik. Tako da, če nisi del tega, mislim, da si pač pred tem varen. No, tako. Ja, sem recimo prebral, da lansko leto, da je bilo samo v Cancunu, da so pač ubili več kot 700 ljudi. Naključno v spopadih kartelov, tako da pač ni hec, jasno. Ni hec, ampak še zmeraj, če gledamo čisto celo Mehiko, ki je pač ogromna država, to je, ne vem, za 2/3 Evrope recimo, sploh pa po prebivalcih, pa mislim, da jih je še več. Ja, zdaj sem pa večkrat zelo vesel. Je Mehika, po mojem, misliš, ne? Ja, Mehiki ta del najbolj varen, ali kako? Na ta način, ja, to sem hotel povedati. ja. Pač ostala Mehika je res, se dogaja vse sorte. Še ena stvar, popotniško vprašanje. Koliko denarja dejansko potrebuješ, da greš v Mehiko kar tako? Nekaj ljudje si predstavljajo, če greš pa čez oceane, to pa ne, si moraš pa res imeti denar za to, ampak sej verjetno vemo vsi, da ni točno tako, ne. Ja, zdaj odvisno je seveda od terminov. Zdaj, če si zelo omejen, da moraš točno takrat iti, pa točno takrat priti nazaj, pa boš recimo že karte mogoče malo dražje najdel. Zdaj, če si pa fleksibilen, pa dejansko lahko sprot gledaš poceni karte iz bližnjih letališč in potem dejansko ni neke, mislim, je, ne vem, koliko sva dala za karte, 400 €. Ja, dobro, 400 €. Tako da v bistvu ni nek, mislim, moraš imeti. Ampak je treba računati, da je to pač direkten let iz Mehna, ne dejansko. Tako, ja. Sej, letalske karte se varirajo, ampak recimo tam, kako je, tam, koliko zapraviš v Mehiki.
Je lahko ogromno, lahko pa skoraj nič. Ja. Čisto od tebe je odvisno. Tako da tako je, na ulici, mi smo večinoma pač jedli na ulici, pač tam najino pravilo večinoma tudi, ne, ker so bila v Indiji, so jedla večinoma, kjer je domačini. Pa je lahko izgledalo še toliko po domač rečeno sran, pa ne vem kam, ampak je bilo večinoma res zelo dobro. Pa prezelo ugoden. No. Ja. Se pravi, lahko greš pa kakšen standard si postaviš. Točno to, lahko greš pa v hotelsko restauracijo, kjer je Britanci, Američani in tako naprej in boš pa čisto jedel za 50 €. Lahko pa ješ za 2 € na ulici in jaz mislim, da je še boljše. Ja. Sploh pa je, da ješ to, kar je domačini. Pa ne gre se samo za hrano, gre se za celo izkušnjo, gre se za atmosfero in tako naprej. A bi rada še kaj dodala? Ok, mogoče jaz lahko rečem, kaj me je zmotil v Mehiki. Poleg res dobre izkušnje in to, ampak kaj me je presenetilo, je to, da imajo res na vsakem, mislim, na cesti, ki je ravna in imajo dejansko te oranj kližeče policaje, torej ti, ko se peleš, dejansko te butne, če ga ne vidiš in to je ne samo 3 v vasi, ampak dejansko jih imajo 20. Tako da moraš biti res, recimo, če si rentaš avto, moraš biti res pozoren. To je prva taka stvar. Druga pa, ko greš, ne vem, na neki pojest, pa si hočeš naročiti kavo, ponovadi, mislim, v večini primerov dobiš Nescafé. In mene je to zelo zmotil, ker sem pač normalne, dobre kave. In res sem se že veselila, ker sem hotela res probati to mehiško kavo, ker imajo tam plantaže kav in tako naprej. In sem bila v bistvu kar malo razočarana, potem sem mečkan spraševala okoli, ampak seveda ne, oni imajo v bistvu tam pridelujejo kavo, ampak ful izvažajo seveda ven, večina kave gre ven po Evropi. Pa ne samo kava, tudi avokado in tako naprej, čili, vse gre pač ven, večinoma gre v Ameriko. In meni je recimo, in v Evropo, seveda. Tako, meni je recimo absurden, da v Ljubljani veliko lažje dobim dobro, kvalitetno, organsko mehiško kavo, kot pa v sami Mehiki. Zanimivo. Ja. Tako da smo mogla pol, če smo hotela piti kavo, smo mogla prav poiskati določene pač kavarnice, ki so dejansko imele, ne. Tako da tukaj je en tak kontrast, pa seveda pol vidiš, koliko je vpliv Amerike tukaj res prisoten, ne.